Ko smo prvič lansirali ta izdelek v Sloveniji, smo v veliki želji, da bi ga čim več strokovnjakov tudi poskusili, nekako ga ponujali kot izdelek, ki naj ga vzamejo v roke takrat, ko nič ne dela. Samo zato, da bi ga probali. In mi imeli delov. In tako je nekako v podzavesti strokovnjakov ostal kot neka rezerva za takrat, ko nič ne dela. V resnici pa 10 let izkušenj na trgu kaže, da je to izjemno učinkovit izdelek, predvsem zaradi lastnosti medicinskega kostanjevega medu, ki je v marsičem edinstven med medovi in da bi lahko bil prva izbira, ker bi se na ta način izognili vsem težavam prej in prehranili veliko muk pacientu, časa in nenazadnje tudi denarja, saj je izdelek cenovno popolnoma konkurenčen. In tako je nastal tudi naš slogan Relauncha, to se pravi Viva Mel, moja prva izbira. Ta dogodek tukaj je namenjen, bom rekla, prvim korakom 10-letnika v Sloveniji pod, bom rekla, novim okriljem in z novo samozavestjo. Viva Mel obloga je ustrezna za zdravljenje rane v katerem koli delu celjenja oziroma procesu celjenja, torej lahko jo začnemo uporabljati takoj po odstranitvi mrtvin in potem nadaljujemo do konca zdravljenja oziroma do popolnega zaprtja pač defekta, vkolikor gre za kronično rano, ali pa je uporabno tudi pri motnjah celjenja, kjer pač zdravljenje nadaljuje do zacelitve rane, ki jo tretiramo. Začelo se je pri oblogah z medom predvsem govoriti o antibakterijskem učinku. Te zadnje raziskave pa zelo veliko govorijo tudi o učinku na imunski sistem. Imajo v bistvu imunomodulirajoče učinke in to so v bistvu učinki, ki se prilagajajo stanju rane. Znanost pravzaprav ne zna še niti pojasniti preveč dobro, kako je možno, da med na določenih ranah deluje tako, da recimo spodbuja določene celice, v drugih ranah pa zavira recimo nastajanje citokinov oziroma določenih celic. In očitno so mehanizmi, ki se prilagajajo samemu stanju rane. Tako da znanstveniki zelo veliko delajo na tem. V zadnjih 3 letih, če bi pogledali recimo te raziskovalne datoteke, bi videli, da je 20.000 in več raziskav objavljenih samo v 3 letih o tem, kako deluje med in da še vedno raziskujejo, ker vseh učinkov še vedno ne morejo ugotoviti. Je pa dejstvo, da je med izgubil tisto tradicionalno oziroma tisto vlogo neke komplementarne medicine, ampak da je to zdaj znanost sprejela kot dejansko neko sredstvo, ki ima močno podlago v znanosti oziroma ki je podprto z dokazi.